dan, to je N1 studio. Že drugič ta teden smo v Državnem zboru. Namreč že drugič ta teden so poslanke in poslanci odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi, tokrat po včerajšnjem odložilnem vetu Državnega sveta. Pričakovano težav ni bilo, 52 glasov proti in torej ta zakon je vnovič potrjen. Veliko več napetosti pa je v koaliciji zaradi azilne zakonodaje. Ker ministri niso vedeli, o čem glasujejo, so se strinjali z mnenjem prejšnje Janševe vlade, da so njene rešitve, ki v določenih primerih suspendirajo pravico do azila, skladne s slovensko ustavo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je negativno presenečena, kritičen pa je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kaj bodo v koaliciji storili zdaj? Kako bodo o tem glasovali poslanci? Če bo do glasovanja sploh prišlo, bo imel Luka Mesec zaradi tega težave v svoji Levici. Z nami je vodja poslanske skupine Levica, gospod Matej Tašner Vatovec. Dober dan, dobrodošli. Naj na tej točki povem, da smo seveda povabili tudi predstavnika preostalih dveh koalicijskih strank. V Golobovi svobodi menijo, da je to stvar vlade in notranjega ministrstva. V SD pa sogovornika, čeprav so bili tu DZ, danes tudi njihovi poslanci, žal niso našli. Gospod Vatovec, če začneva, to zdaj že v bistvu razvpito vladno mnenje, da so določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti skladne z ustavo, so podprli tudi ministri Levice. Luka Mesec, šef vaše stranke, se je javnosti že opravičil. Ste zdaj že ugotovili, kako se je to zgodilo, kako so lahko ekipe na ministrstvih to spregledale? Ja, glede na to, da so v bistvu ministri vseh treh koalicijskih strank na nek način to spregledali, je res potrebno poudariti ta nek detalj, da je bilo to gradivo nekoliko skrito oziroma neobičajno postavljeno na dnevni red pri pripravi gradiv med poslanska vprašanja in pobude, ki običajno gredo seveda brez nekih resnih pogledov skozi. Tudi sama točka je bila poimenovana na tak način, da je bilo težko razbrati, da bi šlo za neko sporno zadevo, tako da jaz mislim, da je tle šlo za neko administrativno, bom rekel, napako, če jo tako poimenujem, ki je mogoče nekoliko zakrila to mnenje, to samo točko. Je pa dejstvo, da pač ja, mislim, da bi marsikdo glasoval drugače, če bi bila uvrščena kot posamezna točka, kar bi bila, glede na to, da gre za nek odgovor tudi za ustavno sodišče, posredno verjetno tudi glasovanje ministric in ministrov drugačno. A pa potem menite, da je bilo to namerno narejeno, da se je zapakiralo na ta način, da pač ministri in ministrice niso tega zaznali, da je Ministrstvo za notranje zadeve to storilo namerno? O tem ne bom špekuliral, ali je šlo za namerno ali ne. Tudi pripravljalci gradiv so bili drugačni kot sicer, tako da mogoče tudi vprašanje že poletnih dopustov. Tisto, kar je po mojem ključno v tem trenutku, tudi kot prvo podpisan pod zahtevo za oceno ustavnosti, je to, da bodisi, če je to možno, vlada popravi to mnenje, predvsem pa bo glavni akter Državni zbor. Državni zbor bo moral kot tisti, ki je zakon sprejel, podati svoj odgovor ustavnemu sodišču in tam verjamem, da bomo vse tri koalicijske partnerice zastavili odgovor na tak način, kot je tudi nakazano v sami ustavni presoji, ker mislim, da vsa strokovna javnost, pa tudi vsi ostali so takrat, ko sta bila ta dva zakona sprejeta, tudi zakonodajno-pravna služba na to opozarjala, da gre za neke resne odstope, ne samo od naše ustave, ampak tudi od mednarodnih konvencij in aktov, tako da tu bomo seveda absolutno pozorni in če ne bo šlo drugače, popravili v Državnem zboru to napako. Ja, k temu še prideva, ampak če ostaneva še malo na vladi, Luka Mesec je celo vodil vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve, kjer je bilo to mnenje obravnavano, sicer je nadomeščal ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. A sprejemate to njegovo opravičilo glede na to, da bi lahko to opazil in opozoril, pa ni storil? Mnenje, ki so ga spisali na MNZ, je bilo v vladnih gradivih že 29. junija, kar pomeni, da je bilo 2 tedna časa, da bi to nekdo opazil in opozoril. Sprejemate to ministrovo opravičilo? Ja, seveda ga sprejemam in pač tudi razumem, da se napake lahko zgodijo in še enkrat izpostavljam, glede na to, da so praktično vsi ministri to spregledali, ne more biti to naključje oziroma neka nameren spregled, tako da seveda sprejemam tako Lukatovo opravičilo kot tudi ostalih ministrov, ki so odgovarjali na novinarska vprašanja v teh dneh, mislim, da tudi gospodarski minister Matjaž Han.
Zdaj pač delo na odborih, vladnih odborih je, predpostavljam, podobno kot drugje, če ti vodiš nek odbor, kjer pač niti nisi pristojen, pač kolikor razumem, je nadomeščal predsedujočega in pač tam oddelaš tista gradiva tako, kot so predstavljena, tako, kot so bila pripravljena in še enkrat poudarjam, kot jaz razumem, je to gradivo bilo nekoliko drugače poimenovano, na kar verjetno tudi ni povleklo pozornosti. Kot sem jaz razumel, ni bilo niti v medresorskem usklajevanju, mislim, da so poslali iz MNZ-ja to samo na generalni sekretariat, tako da tu je bilo več odstopov od običajnih praks. Zakaj se je to zgodilo, pa bomo verjetno mogli počakati na pojasnilo ministra Poklukarja. Pa ste včeraj odprli to vprašanje na tem rednem četrtkovem sestanku koalicije, ki ga imate vedno pred sejo vlade, ste se o tem pogovarjali? Kaj vam je povedal premier? Mene sicer ni bilo včeraj na tem koalicijskem sestanku, tako da mislim, da ta točka ni bila odprta. Je pa stvar, o kateri se bomo morali resno pogovoriti, seveda predvsem še preden pride v državni zbor oziroma še preden bo državni zbor odločil o mnenju za ustavno sodišče. Ja, zdaj tako je, do 6.8. bi moral državni zbor glasovati o tem oziroma odbor za notranje zadeve, ki je za to pristojen. Ta seja zaenkrat, kot smo preverjali, ni sklicana. Če se državni zbor ne opredeli do 6.8., lahko tudi ustavno sodišče smatra, da pač niste odgovorili, oni bodo to odločitev vendarle sprejeli. Boste, ne vem, v Levici zdaj zahtevali, da se ta seja skliče, kaj boste naredili? Državni zbor lahko ustavno sodišče tudi zaprosi za nek odlog, to smo podobno naredili tudi pri ustavni presoji zakona o Radioteleviziji Slovenija, tako da jaz bi tle predvsem rad, da se v koaliciji poenotimo, se dogovorimo, kako naprej, ampak ja, to je točka, ki ne sme iti mimo brez odgovora. Skratka, ustavno sodišče bo moralo priti do tudi stališča državnega zbora, ki bi moralo po moji oceni pač pritrditi temu, kar je bilo zapisano v zahtevi za oceno ustavnosti. Ampak po naših informacijah premier v bistvu sledi in podpira stališče ministra Poklukarja. To smo nekako med vrsticami lahko slišali tudi iz besed ministra, ki prihaja iz kvote Svobode, ministra za obrambo Marjana Šarca. On je sam poudaril, da so se migracijske razmere v Sloveniji do te mere spremenile po hrvaškem vstopu v Schengen, da se je pač število nezakonitih prehodov meje celo potrojilo in da je zaradi tega pač na mestu ta razmislek, ki ga je imelo Ministrstvo za notranje zadeve. Torej, premierjevo mnenje je očitno tako, torej drugačno kot vaše. Kaj boste naredili? Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj predvsem poglobiti v to vprašanje, predvsem tisti, ki niso bili aktivno udeleženi v samo sprejemanje, v obravnavo te zakonodaje. Ta zakon o tujcih je predvsem na eni točki najbolj sporen, to je uvedba tako imenovane kompleksne krize, ki je odstop od vseh določb v naši ustavi in od določb, ki jih predvidevajo mednarodni akti. To je dejansko, gre za obvod, po katerem bi lahko razglasil parlament s čisto navadno večino nekakšne izredne razmere, ki so že opredeljene v ustavi, na tak način povozil v bistvu ves temelj pravne države. Kot jaz razumem ostale partnerje v koaliciji, so vsi trdni zagovorniki pravne države, tudi pač teh nasplošno pravnih načel, tudi mednarodnih, tako da tu mislim, da moramo vztrajati tudi na tistem, kar smo nenazadnje zapisali v koalicijsko pogodbo, predvsem pa obljubljali ljudem pred volitvami v volilnih soočenjih. Ja, prej, ko sem omenjal Marjana Šarca, on je takrat kot poslanec, kot predsednik LMŠ, ki je bila takrat v opoziciji, sopodpisal to vašo pobudo, kjer ste bili prvo podpisani za ustavno presojo teh členov. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če zdaj premier ne upošteva vaših pomislekov, tudi v SD-ju jih imajo, ampak očitno niso toliko, da bi prišli sem pred kamero to povedati. Če to Svoboda potem na odboru izglasuje skupaj z SDS-om in Novo Slovenijo, torej z desno opozicijo, če takšno mnenje vlade izglasuje, kaj boste v tem primeru naredili v Levici? Jaz mislim, da se kaj takega ne more zgoditi. Po mojih izkušnjah tudi pri usklajevanju vsebin na odboru za notranje zadeve je zelo širok
široka pripravljenost na razmislek o ključnih družbenih vprašanjih in mislim, da to tudi je, tako da iz tega vidika tudi članice in člani odbora za notranje zadeve iz ostalih koalicijskih strank imajo zelo dober občutek za to, kaj pomenijo tovrstni odkloni od ne samo ustaljene prakse, ampak tudi iz vidika človečnosti, tako da tu absolutno mislim, da ne bo nobenih težav. Ja, tudi po naših informacijah mnenja znotraj vladajoče Svobode niso prav enotna. Skušali smo preveriti, kaj meni predsednica odbora za notranje zadeve Tereza Novak, bivša šefica slovenske filantropije iz Svobode, pa je nismo uspeli priklicati. Zanima me še tole, gospod Vatovec, v zvezi s tem, ali lahko to dogajanje kakorkoli vpliva na imenovanje novega vodstva Levice? Ali lahko to povzroči dodatne težave Luki Mescu? Vemo, da ti postopki pri vas tečejo, da bodo zaključeni v začetku jeseni. Ali to, kar se je zdaj zgodilo, lahko kakorkoli vpliva na te postopke znotraj vaše stranke? Jaz mislim, da ni to neka stvar, ki bi lahko vplivala, kot rečeno. Mislim, da je pač ne samo napaka, ampak celoten kontekst, celotna situacija, kjer je praktično vsi ministri v vladi, razen ministra za notranje zadeve, niso vedeli, da je to sploh na dnevnem redu, da ni to neka okoliščina, zaradi katere bi lahko Luki Mescu karkoli očitali. Dobro, če gremo še k drugi pereči zadevi za Levico. V teh dneh vlada je včeraj tik pred zdajci, v bistvu tik pred sejo vlade, razširila dnevni red, nanj uvrstila dodatne razvojne programe in v bistvu to prinaša, da bo slovenska vojska oziroma da bo za slovensko vojsko v naslednjih 4 letih novih nabav, torej nove opreme za več kot milijardo evrov. To v Levici močno problematizirate. Kaj boste pri tej zadevi storili? Je to tako velika stvar, da lahko Levica zaradi tega koalicijo tudi zapusti ali ne? Mislim, da to je v bistvu konstantno vprašanje, ki ga dobivamo. V Levici se je članstvo odločilo, da vstopimo v koalicijo, v vlado z zelo jasno zastavljenimi cilji, zato da okrepimo področje delovske zakonodaje in socialne zakonodaje, da vzpostavimo nek trden stanovanjski sistem, ki je bil spregledan oziroma zanemarjan več desetletij, da oživimo in spravimo v življenje dolgotrajno oskrbo in da se posvetimo temam na področju kulture, tudi za prekariat, ki deluje v kulturi. Ves čas že od začetka vemo, da sodelujemo z dvema strankama, ki sta močni in goreči zagovornici slovenskega članstva v NATO in da bo to točka nesoglasij od časa do časa, kar smo se vsi trije partnerji od začetka zavedali. V Levici vztrajamo na našem stališču in bomo vsakič opozarjali in tudi nasprotovali tovrstnim nakupom. Nazadnje gre za res disproporcionalno porabo javnih sredstev glede na to, kako se tudi postavlja nov proračun za naslednja leta, tako da iz tega vidika vztrajamo na našem dosedanjem stališču, da si moramo postaviti kot družba vprašanje, kaj so naše prioritete. Vidimo, da se soočamo z dolgoživo družbo, imamo težave z zdravstvenim sistemom, moramo razmisliti o tem, kako zagotoviti našim državljankam in državljanom čim več z trenutnimi razpoložljivimi sredstvi. In iz tega vidika vsak evro, vsak milijon, vsaka milijarda, ki gre za vojaško opremo, za orožje, ne za recimo opremo vojakov, je za nas evro, milijon, milijarda manj za te družbene prioritete. Ampak kaj boste storili? Boste pač ob vsaki taki zadevi nasprotovali in šli naprej ali boste na neki točki začeli zaostrovati? Vprašanje zaostrovanja je zelo tako rezilo, rob rezila, vprašanje, kako po njem stopati. Vztrajno opozarjamo na te stvari, kot rečeno, dve partnerici, ki imata tudi brez nas vso potrebno večino, menita, da je ta pot prava, da se vojaške izdatke skuša potisniti do teh 2%, ki jih je sedaj tudi NATO sprejel kot minimum, ki ga morajo države zagotavljati, in je težko voditi dialog, bom rekel, težko je prepričati, da je mogoče potrebno te stvari peljati nekoliko drugače, ampak zaenkrat smo se odločili, da ne bomo z tem opozarjanjem in prepričevanjem in poskusom dialoga odnehali, tako da mislim, da je zaenkrat to še prava pot. Torej razumem, da tudi ta milijarda oziroma celo več kot milijarda pač ni nekaj, zaradi česar bi Levica odšla iz
koalicije in vlade. To bi na koncu vsekakor moglo biti vprašanje za celotno članstvo, tako kot smo tudi vstopali v koaliciji, ampak še enkrat poudarjam, po moji oceni v tem trenutku je to stvar, ki je za nas seveda alarmantna, ki je stvar, ki se zažira v ostale družbene prioritete in vprašanje nekega širšega tudi družbenega konsenza, ampak na tej točki dlje kot do tu nismo še prišli. Ni pa zaradi tega nakupa in tudi zaradi tega, kar je naredil minister Poklukar, da bi rekli, da je neko zaupanje znotraj koalicije skrhano, omajano, zmanjšano ali pač? Ne, tako kot sem rekel, naša stališča glede predvsem vojaških izdatkov so bila znana tako SD-ju kot Svobodi že od začetka in znajo in razumejo in lahko s tem živijo. Tudi pač to, da so na drugi strani zagovorniki NATO, tudi mi razumemo in pač s tem sobivamo. Mislim, da je to neka pač zrela in razumljiva pozicija, ki jo zavzemamo. Kar se tiče stališč ministra Poklukarja do migrantov oziroma do tudi zakonodaje na področju tujcev, pa pač pričakujem, da se bomo o tem še pogovarjali. Pred časom smo tudi naslovili na Ministrstvo za notranje zadeve nek poziv, da se uredi dogajanje z vračanjem tujcev na Hrvaško, ki se v zadnjih časih stopnjuje, pa prihaja tudi do precej neprijetnih situacij, tako da tudi tle računamo na posluh koalicije in da skušamo priti do neke rešitve, ki bo po svoje zagotovila tisto, kar skrbi predvsem Ministrstvo za notranje zadeve, se pravi javni red in mir, pa varnost, po drugi strani pa, da bo tudi malo razumevanja za stiske ljudi in za prave razloge, zaradi katerih ljudje bežijo iz svojih domov in svojih držav v iskanju neke boljše prihodnosti. Se pa strinjate verjetno z predsednico Republike Natašo Pirc Musar, če se vrnem na izhodiščno točko k nevednosti ministrov. Predsednica pravi, da je za odločevalce ključno, da so pred sprejetjem odločitev dobro seznanjeni z vsebino, ki jo obravnavajo, saj to ohranja in krepi zaupanje javnosti v njihovo delo. Se strinjate s tem? Zagotovo. Mislim, da bi to morali zahtevati in pričakovati od vseh javnih funkcionarjev. Nenazadnje tudi poslanke in poslanci se soočamo z gomilo zakonodaje iz različnih področji. Imamo pa tudi ljudje svoje omejitve. Verjetno čisto vsega ne moremo razumeti, ker tudi čisto vsega ne poznamo. Je pa res, da mora vsak od nas, ki zaseda takšno pomemben družbeni položaj oziroma funkcijo, dati vse od sebe za to, da skuša čim bolj te stvari predelati ali pa se vsaj minimalno seznaniti z njimi, ker nenazadnje ne odločamo o naših položajih, ampak odločamo o tem, kako bo življenje teklo v državi in bo to seveda tudi imelo neposredne posledice na ljudi. Tako da iz tega vidika seveda je pozornost in natančnost vsakega javnega funkcionarja ekstremno pomembna. Dobro, bomo videli, kaj se bo s tem mnenjem oziroma stališčem do teh dveh členov, spornih členov, dogajalo tu v Državnem zboru. Za danes pa gospod Matej Tašner Vatovec, najlepša hvala, da ste bili gost NN Studia Terenskega. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo spremljali, kaj se bo dogajalo z zakonom o tujcih in zakonom o mednarodni zaščiti oziroma mnenjem Ustavnega sodišča o tem in vse skupaj, ko bo znano, bomo seveda objavili na nnainfo.si, zato nas spremljajte iz Državnega zbora, pa le še lep pozdrav in nasvidenje.